Vlada v Posavju. Stanovanja zdaj v lasti brežiške občine. Semiška županja z gospodarstveniki. Lepo pozdravljeni. Vlada Republike Slovenije danes nadaljuje delovni obisk v Posavju in Zasavju. Tako so se predsednik vlade Janez Janša, ministri in državni sekretarji razkropili po obeh regijah ter opravili številne obiske, pogovore in oglede. Premier je z okrepljeno vladno ekipo začel obisk z delovnim posvetom v prostorih Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino v Brežicah. Tam sta nato obrambni minister Aleš Hojs in brežiški župan Ivan Molan podpisala pogodbo o brezplačnem prenosu 10 vojaških stanovanj na občino. Namenili bomo predvsem za socialne in pa neprofitna stanovanja, kajti dejansko poročnikov v Brežicah je ogromno, približno okoli 40 je v tem trenutku na čakalni listi. Jaz, koliko imam informacij, jih je še kar nekaj prostih in jaz samo upam, da v prihodnjih letih bomo možnost dobili še kakšna dodatna stanovanja. Gre za prenos 10 stanovanj v Brežicah v velikosti od 40 do 60 kvadratnih metrov. Sicer pa je v občini še 46 stanovanj v lasti obrambnega ministrstva. Ministrstvo za obrambo bo naredilo nabor, koliko teh stanovanj je v bistvu za vojsko še perspektivno. Treba namreč vedeti, da je tukaj v letališču Cerklje tudi vojašnica Jerneja Molana, torej vemo, da so določena stanovanja za naše pripadnike še vedno interesantna, da se za ta stanovanja prijavljajo. Šele po naboru, predvidoma v začetku prihodnjega leta, bodo na ministrstvu lahko povedali, koliko stanovanj bo še možno prenesti na občino, dodaja Hojs. V brežiški splošni bolnišnici so izvedli projekt Energetska sanacija bolnišnice, vreden dobre 3 milijone evrov, ki so ga uradno sklenili z današnjim obiskom ministra za zdravje Tomaža Gantarja. Ta je vesel, da je brežiška bolnišnica med prvimi v Sloveniji, ki je dokončala energetsko obnovo. Gre za pomembne projekte, prvič na eni strani glede prispevka k zdravemu okolju, spravi zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, na drugi strani seveda tudi manjše energetske potrebe bolnišnice, pravi racionalizacija poslovanja. Predvsem pa je pomembno, da so s tem zagotovili boljše pogoje tako za bolnike kot zaposlene, dodaja direktor bolnišnice Dražen Levojevič. Na vseh objektih bolnišnice smo naredili hidroizolacijo tlakov in sten, zamenjali stavbno pohištvo, zamenjali termostatske ventile, na večini objektov toplotno izolirali stene, naredili toplotno izolacijo podstrešja. Med drugim so zamenjali nekaj ostrešij in uredili centralno klimatsko napravo v operacijskem bloku. Dela so sicer začeli pred 3 leti, leta 2010 pa je izšel razpis Ministrstva za zdravje, v sklopu katerega so pridobili dober 1,5 milijona državnih in evropskih sredstev. V Krški občini se je na delovnem sestanku mudil minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. V ospredju so bili predvsem protokoli, vezani na izgradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Gre za še neizpolnjene obveznosti strani vlade. Trenutno so aktualni predvsem 3 protokoli: širokopasovno omrežje, obvoznica Krško in komunalna infrastruktura. Skratka, protokolov je, kot sem rekel, za 32 milijonov, trenutno pa je problematičnih za cirka 10 milijonov, od tega smo približno 3,5 milijone že sami vložili lastnih sredstev. Jaz moram reči, da je tukaj bilo, ker smo naleteli na ugodno odmev in neko pripravljeno sodelovanje in razumevanje. Jaz upam, da bodo te besede tudi dejansko se potem uresničile v nekem doglednem času. Najprej je možno poskrbeti za obveščanje oziroma širokopasovno omrežje. Ostale protokole, vezane na infrastrukturo, pa bodo reševali s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za odlagališče, pravi minister. Medmestna povezava Krško-Brežice, ki je tudi del tega protokola, je bilo govor o njej tudi na samem posvetu vlade, kjer se je jasno izpostavilo, da je to stvar tega dogovora, hkrati pa tudi informacija strani Ministrstva za infrastrukturo, da je državni prostorski načrt v izdelavi. V zvezi z izgradnjo odlagališča sicer pričakujejo do konca leta dokončno revizijo investicijskega programa strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. S čimer pričakujemo tudi potem zeleno luč za nadaljevanje postopkov, ki bo vodila Agencija za radioaktivne odpadke, sočasno sprememba uredbe, hkrati pa tudi razmejitev obveznosti za te protokole, ki so podpisani.
Program sicer vključuje še kar nekaj neznank, kot na primer življenjsko dobo obratovanja in možnost sofinanciranja izgradnje strani Hrvaške. Minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak je v Krškem z regionalnim centrom za razvoj podpisal pogodbo za projekt Podjetno v svet podjetništva 2013. Projekt bo omogočil mladim izobražencem pridobitev znanj za ustanovitev lastnega podjetja, za samozaposlitev ali zaposlitev pri drugem delodajalcu. Sicer pa bo projekt omogočil v letu 2013 250 tem diplomantom različnih fakultet, da se bodo udeležili tega projekta v vseh 12 regijah. Se pravi, približno 20 na posamezno regijo, no edino za Zasavje 30, ker nadaljujemo s tem projektom že iz preteklosti. V roku enega leta po zaključku projekta pričakujejo ustanovitev 50 novih podjetij in približno 90 novih zaposlitev, dodaja direktor. Projekt je sicer dobrodošel predvsem za Posavje in Zasavje, kjer je med brezposelnimi nadpovprečen delež mladih, poudarja minister. Torej imamo tudi tu relativno razvito šolsko infrastrukturo, kar pomeni, da je potrebno tem mladim ljudem, če imajo neko idejo, to idejo razviti v podjetniško pobudo, podjetniški projekt, in to seveda lažje storimo, če jih usposobimo preko ljudi, ki imajo znanje, ki imajo izkušnje. Projekt je vreden 3,9 milijona evrov, sofinanciral pa ga bo Evropski socialni sklad. Za nas na Ministrstvu za gospodarski razvoj, ki koordiniramo črpanje evropskih sredstev, je pomembno, da financiranje iz evropskih sredstev in da pokriva 3 dimenzije. Prvič zaposlovanje mladih, drugič njihov vstop v podjetništvo in pa potem tretjič regionalni vidik, ker je tudi prvič, da se bodo v ta projekt vključile vse regionalne agencije in bo na ta način pokrita vsa država. Že včeraj zvečer pa si je premier Janez Janša z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Radovanom Žerjavom ogledal uspešno brežiško podjetje Kovis, kjer proizvajajo zavorne diske in ohišja za železniške vagone. Z inovacijami v tem programu so osvojili tako evropske trge kot Ameriko, Kanado, Kitajsko in Indijo. Lani so proizvodnjo dvignili za 46, letos za 10%. S krizo se srečujemo tudi mi, ampak imamo za sabo dobrega lastnika, kateri investira predvsem v znanje, v kader, kakor tudi vsa dobiček vlaga nazaj v naš razvoj, in to je tudi ključ tega uspeha. Če bi imela Slovenija več tako zdravih podjetij, ne bi bili, kjer smo, je dejal gospodarski minister Radovan Žerjav. Slovensko gospodarstvo v tem trenutku v prvi vrsti potrebuje kvalitetno financiranje in na osnovi tega kvalitetnega financiranja bomo lahko gradili na rasti, na razvoju, na tehnoloških izboljšavah. In jaz upam, da bomo vendarle tudi za sindikati našli dogovor, da tega referenduma o slabi banki ne bo. Posavsko gospodarstvo ni v tako slabi kondiciji, da bi regija potrebovala posebne ukrepe vlade. Pričakujejo le, da ne bo zavirala sprejetih razvojnih projektov, je dejal brežiški župan. Vsem lahko samo čestitam za odlično opravljeno delo, je včeraj po ogledu obnovljenega gradu Reichenburg dejal minister za znanost, izobraževanje, šport in kulturo Žiga Turk. Krčani imajo še en kulturni spomenik državnega pomena, zelo potreben obnove. To je grad Leskovec, imenovan Šrajbarski turn. Po sklepu vlade naj bi država sofinancirala njegovo obnovo, vendar se je lani grad našel na seznamu državnih nepremičnin za prodajo. Vodstvo občine zanima, kakšno stališče ima sedanji minister. Mi si zelo želimo, da bi prišlo tudi do obnove tega gradu. Obnova je bila obljubljena v kontekstu gradnje skladišča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Glede na to, da imamo na kulturi vedno manj denarja, bi si zelo želeli, če bi lahko pri financiranju te obnove sodelovalo tudi kakšno drugo ministrstvo oziroma slovenska energetika. V Krškem so imeli predlog, da bi se v grad naselila agencija za radioaktivne odpadke, a je takšna odločitev lahko sprejeta le na državni ravni. Semiška županja Polona Kambič je v sklopu občinskega praznika povabila na tradicionalno srečanje vse gospodarstvenike, ki poslujejo na območju semiške občine. Čeprav je namen srečanja druženje in izmenjava izkušenj, so tokrat govorili predvsem gostje, ki so podjetnikom nanizali veliko informacij, koristnih za njihovo poslovanje. Mislim, da je tako srečanje dobro, želijo se biti več nas podjetnikov, ne? V semiški občini posluje 53 gospodarskih družb in malih podjetij.
Zaenkrat vsi uspešno premagujejo gospodarsko krizo, ocenjuje županja. Veliko podjetnikov je tudi kandidiralo za sredstva Pokopja, to se pravi, da imajo projekte, imajo neke vizije razvoja in tudi to je spodbudno, se pravi, da na tem področju lahko pričakujemo rezultate v naslednjem obdobju. Prihodnji mesec bo objavljen 3. razpis za razvoj Pokolpja. Tokrat bo podjetnikom na voljo okrog 4 milijone evrov. V Ricu Bela krajina in razvojnem centru Novo mesto so že pripravljeni, da jim pomagajo pri prijavi na razpis. Velja ga izkoristiti, kajti denar za naložbe je težko pridobiti, je bilo slišati v Semiču. Banke so jako trde. Mi smo naredili še vedno veliko investicijo, z majhnim vložkom banke, samo dobro boniteto imamo, ampak težko pridobili ta sredstva. Jaz sem do te gospodarske situacije več ali manj poznan kot kritičen. Občina bi morala gospodarstvu še malo bolj pristopiti, tudi nameniti kakšna sredstva več. Občina si predvsem prizadeva zagotoviti pogoje za poslovanje podjetij in z nizkimi cenami zemljišč v industrijski coni, odpovedali so se tudi komunalnemu prispevku, pritegniti nove naložbenike, pravi županja. Zaenkrat je še nekaj prostora, razmišljamo tudi o širitvi na drugo stran ceste. Pogoji, kot je širokopasovno omrežje, ta pogoj imamo zadoščen, se pravi elektriko, upajmo naslednje leto tudi več ne bo problemov. Seveda pa ostaja največji problem, zaradi katerega je naložbenike težko privabiti v Belo krajino. To pa je slaba cestna povezava, dodaja Kambičeva. Novomeški šolski center je bil lani vnovič razglašen za najšportno šolo v Sloveniji. Da so njihovi dijaki na športnih tekmovanjih tako uspešni, ne čudi, saj jim šola zagotavlja zelo dobre pogoje za vadbo. Odslej bodo ti še boljši. Ob obstoječih igriščih, zgrajenih pred 10 leti, so namreč to poletje uredili malo nogometno igrišče, 2 novi košarkarski in odbojkarski igrišči ter trim stezo. Dijakom in zaposlenim to ogromno pomeni. Vadbene igrišča, več telovadbe, več rekreacije, več udejstvovanja v športu, več zdravega načina, zdravega življenja. 100 000 evrov za naložbo z opremo je prispeval šolski center. Vedno nam je primanjkovalo igrišč, kadar so dijaki bili zunaj na športni vzgoji, predvsem v jesenskem in spomladanskem času, in sedaj s tem dopolnjujemo ta del igrišč in s tem zaključujemo projekt teh igrišč, tako kot je bil prvotno tudi načrtovan. Pridobitev je pomembna ne le za dijake, ampak tudi za okoliške krajane, ki se bodo tam lahko športno udejstvovali ob popoldnevih in koncih tednov. Vendar pa gremo tudi naprej z dijaškim domom. Našim sosedom smo se dogovorili, da bomo pa v naslednjih letih uredili še preostali del zelenice kot večnamensko travnato površino, kjer bomo pa tudi lahko imeli športno vzgojo in gojenci doma pa tudi dodatne površine. Sicer pa so v sklopu odprtja novih športnih površin zasadili tudi nekaj dreves ob trim stezi. Sredine novice so končane. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer.